In pa mi pač pove, ja ne, veš, ti imaš raka. Ker na začetku, ko sem jaz to izvedela, pa ko sem pogooglala, pa vse informacije, ki sem dobila, je bilo konc, to je neozdravljiva bolezen, ljudje umirajo, preživelost je ful slaba, ne vem, take stvari. V glavnem, potem je pa pač rekla zdravnica, da sicer pač bo dolgotrajno zdravljenje, ampak da itak je cilj ozdravitev. Nisem pustila, da mi izpadejo, jaz sem jih postrigla stran in pol te itak vsak vpraša, oj, kako si, tako nek small talk in pol nikoli nisem vedela, kako naj odgovorim na to, kako sem. Pač saj sem v redu, ampak tudi nisem v redu. Pa zdaj, pa karkoli je, sem tako, pač jaz sem okej. Tako vse bo okej. Ne vem, se mi zdi, da ni druge alternative. Povabila sem te, ker zelo odkrito govoriš, deliš tudi na svojih družbenih omrežjih, govoriš o svoji bolezni. Torej, kaj so bile tvoje prve misli, kdo je bil takrat ob tebi, a ste isto doživljali ta trenutek, ali si bila mogoče sama, če bi me popeljala nazaj? Ja, v bistvu je bilo tako čist slučajno vse skupaj, zato ker najprej sem dobila drugo diagnozo, bila že operirana, pa se je pol naknadno, ko so prišli izvidi, videli, da je to osteosarkom, pač kostni rak. In jaz sem, na dan, ko sem to izvedela, sem v bistvu šla k svoji osebni zdravnici pobrati šive ven od operacije, ki sem imela. In mi pobira šive, pa sem pač lih slučajno še vprašala, kaj je zdaj z izvidi, ko sem lih videla, da so prišli. Pa mi je najprej sam rekla, ja, veš, izvidi niso dobri. Tak stavek je rekla, sem si mislila, pa kaj to pomeni, izvidi niso dobri, da se mi ne celi dobro rana, ali da čistko sem pomislila, kaj spet nekaj bedenega bo. In pa mi pač pove, ja ne, veš, ti imaš raka. In tako, sploh se v bistvu ne spomnim, kaj je bilo po temu tam v uni ambulanti. Jaz sem vem, da sem še nekaj časa tam ležala, bila sem sama. Mami me je zunaj čakala na parkingu, ker je tudi ona mislila, da grem jaz noter pobrat šive, to bo 5 minut in potem pridem ven. Spomnim se, to je ful, tako mi zdaj smešno, ker edina stvar, ki mi je šla po glavi, je bilo to, jaz moram iti jutri na morje in zdaj ne moram iti, ker moram na onkološki inštitut. Sem mislila, a resno, počitnice so, poletje je, jaz hočem uživati, zdaj ste mi pa uničili še to. V glavnem in pol sem prišla ven v avto in ja, povedala mami, pol itak še ostalim članom družine, takoj, ko sem prišla domov. In ne vem, še zdaj, ali pa mogoče sem zdaj lih na točki, ko sem končno se malo sprijaznila, da ni spet pomota, pa napačna diagnoza, da zdaj, ko je neki kemoterapiji minil, pa ko se dejansko zdravim, da sem začela dojemati, ne, to se res dogaja, jaz to imam, ker prej sem mogoče bila malo v zanikanju ali pa verjela, ker sem se kakor to v redu počutila fizično, pač razen tega, da me je bolela roka, ker imam tukaj na nadlahtnici. In sem si mislila, pa ne, to je pač od operacije ali pa to ne more biti rak, kako lahko pri 24 letih zboliš za rakom. No in potem zdaj, ko so pač meseci minili in tudi po operaciji mene roka ni glih nehala boleti, sem pol končno zaradi tega mogoče malo lažje sprejela. Ja, nekaj se pa res noter v roki dogaja še vse. Torej, prvotno si pa bila operirana, mislim, kaj naj bi bila prva diagnoza, zaradi česa si šla pa na operacijo? V bistvu prva diagnoza je bila fibrozna displazija. Takrat, ko je mene začela boleti roka, sem šla na rentgen pa na magnetno in so pač našli tukaj tako nek 10 centimetrski tumor v kosti, pač tako, kot da bi razjedel kost, ni to izboklina, ampak na noter. In so rekli, da to ni nič nevarnega, ampak sem zato, ker je kost toliko tanka, na nekih delih morajo to operirati, dati to ven, da se pol kost nazaj normalno zaceli in da bo pol vse okej. Ker če ne bi lahko, ne vem, Samina kadarkoli slučajno zlomila roka in tega itak nismo hoteli. In ja, to naj bi bila pač tako
čist neka benigna diagnoza, nič tazga, rutinska operacija. Kako so se pa začele, oziroma kdaj pa so se začele tvoje zdravstvene težave, da si začela hoditi na rentgene pa to in si potem dobila to prvo diagnozo? To se je vse začelo v bistvu letos februarja, ko sem še živela na Tenerifih. In jaz sem mislila, da mogoče sem se pač med surfanjem kaj poškodovala, zato ker me je res iz danes na jutro začela boleti roka, ampak tako nenormalno boleti do te točke, da sem jaz šla v bolnico, ker sem mislila, da sem si jo zlomila. In tako sem pa čisto slučajno me dali na rentgen, ker sem jaz govorila, ne, mogoče je zlom, mogoče je zlom. In na rentgenu so se videli samo neki mehurčki, pa mi je tam zdravnik rekel, da on nima časa raziskovati, kaj to je, ker to je nekaj nenavadnega, kar je treba pač bolj globje raziskati, da ne more zdaj iz te slike določiti diagnoze, kaj se dogaja, ampak da ni pa zlom. In potem sem iz tam poslala v Slovenijo svoji zdravnici te slike, pa pol prišla iz Kanarcev v Slovenijo še na magnetno resonanco. Tako da se v bistvu, ne vem, od februarja do aprila, v roku 2 mesecev, sem pa že vedela, da je tukaj nek tumor. Mislim, že to je bil šok, da je toliko nekaj velikega, 10 cm v roki, pa da res dolg časa nisem vedela, oziroma pač to je moglo nastajati že nekaj časa. Tvoja diagnoza je torej osteosarkom. Kako so ti to predstavili zdravniki? Kaj so ti povedali o tem? V bistvu, tako najprej sem tudi vmes imela še pogovor z ortopedi, ki so me operirali, pa so mi že oni malo tako na hitro povedali o bolezni, ampak takrat se mi zdi, da so me bolj prestrašili, kakor potem, ko mi je moja zdravnica, zdaj, ko jo imam na onkološkem, ko mi je ona razložila pa bolj v detajle, pa kako točno bo pač potekalo zdravljenje, pa vse to. Pa me je pol pomirila, ker na začetku, ko sem jaz to izvedela, pa kakor sem pogooglala, pa vse informacije, ki sem dobila, je bilo konc. To je neozdravljiva bolezen, ljudje umirajo, preživelost je ful slaba, ne vem, take stvari. V glavnem, potem je pa pač rekla zdravnica, da sicer pač bo dolgotrajno zdravljenje, ampak da itak je cilj ozdravitev. Tako da zdaj imam pač približno 1 leto, ko bo to trajalo. Da imam kemoterapije, potem vmes moram imeti operacijo, da mi pač zamenjajo celo ta del bolne kosti. In potem še več kemoterapij, ampak na koncu, pač če bo vse tako, kakor mora biti, bom rešena tega. Torej, zdaj hodiš na kemoterapije. Koliko jih je pač predvidenih, oziroma koliko so ti jih napovedali, in koliko časa si v bolnišnici, koliko časa si doma, in kdaj sledi operacija? Mislim, kakšen je okviren plan? Se pravi, vse skupaj je malo pod 40 tednov pač zdravljenja. Zdaj ne vem, koliko ciklov to pride kemoterapije, ampak imam 2 različni in imam ponavadi tako, da sem 2 tedna pa pol v bolnici, pa potem 2 tedna vmes doma, pa pol spet se to ponavlja čez cel čas. Zdaj v bistvu moram imeti še 2 tedna, potem pa čakam na operacijo, ki naj bi bila decembra, pol pa z januarjem še preostal del kemoterapij. A zdaj, ko si že v procesu zdravljenja, pa imaš svojo zdravnico na Onkološkem inštitutu, a se izogibaš branju svoje bolezni ali hočeš še vedno sama čim več izvedeti? A se počutiš, da bi ti to lahko pomagalo, da si čim bolj se sama opolnomočiš z informacijami, ali si prepustila zdaj to popolnoma zdravnikom? Še vedno berem, sicer se mi zdi, da na tej točki sem prebrala že vse, kar obstaja, ker ni veliko, pa tudi ne ve se veliko o tej bolezni, ki je, mislim, dosti redka. V Sloveniji je baje na leto samo kakšen primer. Tako da tistih 10 člankov ali pa česarkoli je tam gor, vsi isto pišejo. Tako da nisem zdaj iz interneta izvedela v bistvu prav čisto nič novega.
oziroma tiste hujše stvari sem že izvedela, že takoj, tako da zdaj bolj zaupam zdravnici, pa zdravljenju, pa temu, da se zdravim zato, da bom na koncu ok, kakor kaj tam gor piše. Še zmeraj je vsako telo drugačno, vsaka diagnoza je drugačna. Ne moremo reči, zato ker je, ne vem, meni se to pa to zgodilo, da se bo meni tudi, ali pa pač nočem niti primerjati teh stvari. Kako pa ti prenašaš kemoterapijo in pač kaj te pri tem, najhuje? Kaj te je mogoče presenetilo? V bistvu tako vedno manjka. Pridem iz bolnice par dni, ko da bi napol umrla, spim 3 dni skupaj, da se pač malo sestavim nazaj in potem gre pač počasi na boljše, tudi te stranski učinki, pa na začetku slabost, pa to, da ne moreš jesti, pa take stvari. Najbolj se mi zdi, da me je pa pretreslo to, da ne vem, tako fizično vpliva name, ker vedno sem bila v nekako dobri formi, zdaj pa grem po stopnicah in na vrhu stopnice moram za 5 minut dol sedeti, ker sem jaz toliko zadihana, da dobesedno ne morem več, kot da bi laufala maraton glida, ne. Tako sploh ne dobim zraka dovolj v pljuča, in sem pol, ne da bi bila tako jezna ali pa razočarana, ampak tako kar ful žalostna rata, zakaj tako sam premikati se hočem, hočem iti po stopnicah, delati neke vsakdanje stvari, tako ne vem, hočem zamenjati posteljnino, pa je kovter pretežek, da bi jaz lahko, takoj se pač utrudim. Tako da to me najbolj tako moti, oziroma je nekaj, kar bom očitno mogla preživeti zdaj ta čas, dokler se ne pozdravim in potem nazaj začeti delati na kondiciji pa vsem tem. Ti si tudi zasledila na tvojih omrežjih, da si vedno se rada izražala, ne, si pač kreativni tip, vizualni tip, si se vedno tudi rada z lasmi izražala. Torej imajo verjetno, so imeli za te velik tudi nek simbolen pomen, ne. In zdaj, kako si v bistvu pač se pripravila na to, kako si to sprejela, kako si k temu pristopila, kako to še zdaj doživljaš, no? Ja, na začetku se mi zdi, preden se je vse začelo, tudi ko sem izvedela, da bom mogla na kemoterapijo, je bila to definitivno prva stvar, ki me je najbolj skrbela, moji lasje, ker sem bila navezana na njih, itak vedno sem se barvala, strigla, to je bilo nekaj tako, to sem jaz, to je del mene. In mi je bilo grozno, sploh pa, ne vem, vedno rada sem tudi imela dolge, to se mi zdi tako ženstveno in pol sem kar mislila, zdaj, če bom izgubila lase, zdaj pa ne bom več lepa, pa ne bom več ne vem kaj, pa izgledala bom kot tip, pa take, pač čez neke bedne misli. Ja, in na koncu pač so mi začeli izpadati in pol so izpadali v šopih in so mi šli že toliko na živce in pol sem rekla, dobro, postrižiti jih moram, pač dala jih bom jaz sama stran, ne bom čakala, da izpadajo. In je potem bil v bistvu ful tako nek lep, zabaven moment, ko sem bila s prijateljico, pa mi je ona pomagala striči te lase stran, ker si predstavljam, če bi bila sama doma, bi se jokala, pa bi jih strigla, pa bi pač to, ne vem, bi se zapomnila kot nekaj ful slabega, tako sem pa imela občutek, nisem pustila, da mi izpadajo, jaz sem jih postrigla stran. In tudi zdaj, ko je to enkrat že mem, se mi sploh ne zdi več toliko big deal, kakor se mi je zdel prej. Pač nekaj, kar je čist nepomemben zdaj v primerjavi z vsemi drugimi stvarmi, ki se še dogajajo. Ja, pa tako si rekla, pristopila si k temu, dobesedno si vzela škarje v svoje roke, oziroma jih je tvoja prijateljica, ne, da si ti, da imaš občutek, da imaš vsaj malo nadzora nad svojo situacijo, ne. Ker si zelo aktiven človek bila vedno in pač si počela veliko stvari, in me zanima, kako zdaj to preneseš znotraj bolnišnične zidove. V bistvu sem hvaležna temu, da sem vedno imela toliko zanimanj, pa nekih hobijev, pa stvari, da ponavadi nisem imela časa za vse. Zdaj pa določene stvari lahko delam tudi v bolnici.
ne vem, in kvačkam, in berem, naročam si hrano, pišem dnevnik svoj že odkar sem bila v osnovni šoli, pa pišem tja noter. Tako se mi zdi, da v bistvu tudi takrat, ko sem v bolnici, mi zmanjkuje časa za stvari, ki jih hočem narediti. Pa še vseeno, naprimer, jaz delam grafično oblikovanje in potem vse, kar rabim, je računalnik, lahko tudi vmes to delam, če hočem. Ne vem, ilustracije na tablici, fuljenih stvari, ki jih lahko delam iz postelje dobesedno. Čeprav je malo bedno okolje, ampak probam, da ne ležim tam pa preveč razmišljam, pa da bi mi bilo dolgčas, ko bi bilo slabo. Sem zasledila tudi, da neko obliko meditacije si se naučila na Tajskem ali kje, da tudi to, Ja. da si se poslužila vmes. Ja, na Tajskem, v bistvu to je bila walking meditation. Tega sicer ne morem zdaj delati, ker to je bilo tako, da je taka betonska platforma 40 metrov dolga in ti potem 4 ure na dan hodiš gor pa dol, gledaš v tla, bos si, in na koncu, ko prideš do konca, se na mesto obrneš in greš nazaj. In je v bistvu fora cele te vaje, da to je teh 40 metrov, zato da ti prekine potem tok misli, ko se ti obrneš in ko ne moreš razglabljati nič res v globine, prideš do konca, nova tema, ne vem, že po 10 minutah ti nekako zmanjka nekaj, da bi ti tam za brez veze razglabljal. In potem si v bistvu bolj prepuščen temu, da gledaš, kako misli prihajajo, pa grejo, pa jih samo opazuješ, pa one pridejo, in jih pa tudi spustiš. Tako da sicer tega ne morem dobesedno delati v bolnici, mi pa nekako pomaga za kakšne skrbi, pa kako se soočati s tem. Ja. Kaj pa kakšna zunanja psihološka podpora? Jo imaš zagotovljeno, ali si se odločila za njo, ali si jo poiskala mogoče sama? Ja, v bistvu pač v sklopu tudi na Onkološkem inštitutu imam psihologinjo, ki pa vsakič, ko sem tam, ne vem, enkrat na teden, se pogovorim tudi z njo, pa se mi zdi, da je ful fajn, ker pač oni razumejo in, ne vem, psihološki vidik, plus to, da so tam za prav rakave bolnike, tako da razumejo tudi, kako poteka neko zdravljenje, stranski učinki in vse to. In mi je nekako lažje govoriti tudi z eno XY osebo, ki ni čustveno navezana name, kakor če bi vse to razlagala mami, pa bi bila še ona žalostna, če se jaz ne bi počutila ok. Tako da to se mi zdi, da je ful dobro, da imam to možnost, da lahko tudi v sklopu zdravljenja tudi psihološko ti nekdo pomaga. Včasih se mi zdi, da ljudi, ki zbolijo, mogoče celo bolj psihično obremenjuje ali pa skrbi to, kako to sprejemajo drugi, a ne bližnji, in pač jih skrbi, poskušajo zaščititi tiste ob sebi, s tem, da se mogoče delajo močne ali pa močnejše, kot se počutijo. Nekateri pa ne, nekateri pa se pač delijo z njimi. Kako je pri tebi s tem? Jaz se mi zdi, da dosti delim pač z vsemi okrog, ampak še vseeno mi je pa pač se mi zdi, da moji bližnji, moji prijatelji, moja družina, da oni bolj trpijo kakor jaz zaradi moje bolezni, kar mi je tako, ker zakaj se vi toliko sekirate? Jaz bom že nekako, to bom zdaj dala čez, saj druge alternative ni, pa če se bom pozdravila, ampak mi je tako hudo, ker ne rabite prekomerno zdaj tle se, nisem skrbeti zame, pa biti pod stresom. Tako to mi je v bistvu dosti težko, pa ne morem tega zdaj jaz vzeti, a ne tega bremena stran od njih. Torej, zakaj se ti zdi pomembno, da o tem govoriš, da z ljudmi deliš cel proces, pa kak je bil tvoj ta miselni proces, da si prišla do tega? V bistvu, zakaj sem se odločila, je bilo zato, ker sem od tega momenta, ko sem izvedela za diagnozo, pa da se bom mogla zdraviti, pa da bo moje življenje pač dosti drugačno zdaj nekaj časa,
sem imela pol veliko nekih incidentov z znanci ali pa ne vem, prijateljicami. Zdaj sem spet prišla nazaj v Slovenijo in se vidiš z ljudmi, ki jih drugače ne srečam v tujini. In pol te tako vsak vpraša, oj, kako si, tako nek small talk, in pol nikoli nisem vedela, kako naj odgovorim na to, kako sem. Pač saj sem v redu, ampak tudi nisem v redu. In pol, ne vem, jaz ne maram lagati, nočem nič nikoli tako prekrivati, iskrena sem, pač nimam kaj tle za izkrivati. In mi je bilo pol bedno, da bi vsem lagala. Tudi pol sem imela kakšne projekte ali pa stvari, ki sem jih hotela izpeljati, pa sem pol mogla vse to prestaviti, ali pa ne vem, sem hotela najti neko novo službo, pa spet pa ne moreš na intervju. Tako da ful je bilo enih takih momentov, ko sem si rekla, pa to bi bilo ful lažje, če bi sam vsi vedeli, pa bi pač razumeli. Tako da pol, ko sem pač o tem razmišljala, sem se odločila, da moram narediti tako, kakor bo meni najlažje, tako da se bom pač jaz najboljš počutila, ker to je itak moja bolezen, s tem, to je, mislim, moj life, tako s tem jaz moram živeti. In da je pač najbolj, da naredim tako, kot jaz mislim, da bo najlažje zame. In v bistvu malo me je bilo tudi strah, kaj bodo ljudje rekli, pa ne vem, nikoli ne veš. Eni so pač zlobni, pa ti pol tudi za take stvari dobesedno prvoščijo. In sem na koncu še to ful pozitivno presenečena, ker se je toliko ljudi javilo, pa mi pač napisali neke lepe želje, ali pa so tudi delili svoje zgodbe, in mi je pa tudi iz tega vidika ful vse olajšalo, ker sem prišla v stik z ljudmi, ki so dali nekaj podobnega čez, ki so mi lahko dali kakšen konkreten nasvet. Tako da ful lepih stvari je pa prišlo ven iz tega, ker sem jaz to delila. Zdaj mi je pa v bistvu še boljš, ker pa še pač raje delim, zato ker ni tega nikjer, oziroma prej, če jaz ne bi zbolela, ne bi o tem raku vedela nič, ne bi vedela niti, kako izgleda kemoterapija, tako čisto iskreno. In se mi zdi, da vsak že zdaj pozna nekoga, ki je enkrat v življenju zbolel za rakom, in je pač prav, da se o teh stvareh govori. A se ti zdi pomembno, da govoriš res o vsem, tudi o strahovih, ki jih imaš, ali pa glede kakih težjih stvari, ali kak del skriješ, ali pa se morda na kaki točki samo cenzuriraš, ali res ne, ampak samo daš tisto ven, kar se ti zdi pomembno. Ponavadi dam pač ven to, kar se mi zdi pomemben. V bistvu na tej točki, tako pa nimam energije, da bi se tudi ubadala z drugimi ali pa s komerkoli, in mi je toliko že vseeno, kaj si bojo pač ljudje mislili, naj se mislijo, kar hočejo. Pač jaz vidim več dobrega v tem, da se nekako vse deli, ne čisto samo nekaj, nisem se kaj je tle dobrega, ampak tako neko realnost, pa tudi iz tega, ko sem jaz bila ranljiva ali pa delila nekaj takega, čeprav je komu tako, ojoj, ta se joka na kameri, ja, pač imela sem slab moment, ali pa, ne vem, ja, izpadali so mi lase, ne vem, a ti pa ne bi jokal zraven, ampak iz tega, ko sem jaz to pokazala, je pol, ne vem, so drugi pač upali isto, ali pa meni pol, ne vem, povedali, kaj oni doživljajo, tako da se mi zdi, da so same dobre stvari pa prišle ven iz tega. Česa si pa morda ne želiš slišati od ljudi, oziroma kaj ti res pač ne, tega ne rabim zdaj, ali pa ne, pač to ni primerno, ali pa ne vem, da ti morda kaj res ni okej, in katere besede ti pač največ pomenijo. V bistvu kolikor vem, da je vse to dobro namerno, ker ti ljudje dajo neke nasvete in ti hoče pomagati, mi gre to tudi obenem najbolj na živce, ker dokler ne vem, jaz ne vprašam za nasvet nekoga, mislim, ga ne rabim, oziroma nekako ga nočem, oziroma ga bom sama poiskala, vprašala za njega takrat, ko ga bom rabila. In pač če bi bilo to 1, 2 v redu, pač gre čez eno uho noter, čez drugega ven, ampak tako jih je pa, ne vem, vsak misli, da ti lahko nekaj svetuje, pa nekaj pomaga,
čeprav mogoče nikoli ni šel čez kaj takega ali pa je nekaj prebral na internetu. In če bi jaz se pač zdaj vse to noter posvetila, kakor sem dobila teh nekih sporočil ali pa kakor mi vsak nekaj svetuje, bi lahko zdaj 10 let študirala vsako možno dieto, pila bencin, ker veže nase, ne vem, slabe stvari v telesu, ful nekih takih tudi čudnih zadev. Pa mi je sam smešen, kako si folk sploh upa tako dati nek nasvet, mislim, iz katere podlage. Tako da to, ne vem, ali bi kdo prevzel odgovornost, če bi jaz nekaj od tega res, če bi jaz za en mesec pila samo sokove, pa stradala zato, ker se bom s tem rešila raka in ne šla na kemoterapijo, če bi ta oseba, kaj ne vem, dala tak nasvet, če bi bilo pol karkoli narobe, glavno, to sem jaz svetoval. Mislim, tako, premisel, preden daš nekomu nasvet, pa ne kar tako vse povprek, brez da te nekdo vpraša. Kaj pa ti je najlepše slišati, kaj ti veliko pomeni? Veliko mi, mislim, tako pomenijo tudi lepe besede pač prijateljev. To, da da mi pomagajo, da se počutim, kakor da se ni nič spremenil, recimo. Na začetku sem tudi imela dosti v glavi nekih debat, zdaj sem pa čist druga, zato ker sem, ne vem, zbolela, pa zato ker nimam las ali pa karkoli. Ne vem, pa so me prijatelji spomnili, ne, pač ti si čisto identična oseba, kakor si bila prej, mi se družimo s tabo zato, ker si ti taka, kot si. Ne vem, tako take neke spodbudne besede so mi pa dosti pomagale. Tako da to, ali pa včasih, ne vem, ko imam nek slab dan, da me nekdo opomni, čakaj, to je samo en dan, pač zdaj se slabo počutiš, ampak tudi to mine, potem bo boljše. Ali pa random stvari, ki niso nič povezane z boleznijo, mi tudi veliko pomenijo, zato ker zdaj trenutno imam ful nekih pogovorov, ki so pač sam o tem, pa kako se počutim. Vse je ful lepo, da ljudje skrbijo zame, ampak včasih imam pa kakšen moment, ki si sam želim, a se lahko delamo, da tega ni, ker imam jaz tudi, ne vem, se mi dogajajo še zmeraj druge stvari v življenju, pa bi se pogovarjala tudi kaj drugega, kar nima čisto nič veze s tem. A imaš ti v sebi to notranje prepričanje, ta nek občutek pač res deep down, v drobovju, da bo pač vse v redu s tabo, pač zdravljenje daš mimo, pa pač veš v sebi, da boš okej. A imaš že skozi pač to zavedanje, ali si imela res tisti najbolj močen strah, da mogoče pa ne bo vse okej? Nisem nikoli tako zares pomislila, da ne bi bilo okej. Pač že od začetka, ko sem izvedela, pa zdaj, pa karkoli je, sem tako, pač sem okej. Tako vse bo okej. Ne vem, se mi zdi, da ni druge alternative. Oziroma, ne, tako se počutim, kakor da okej, vesolje, Bog, kdorkoli tam zgori, mislim, da ima še plane zame, jaz imam destinacije, ki jih še hočem videti, tako da sem glede tega dosti optimistična. Edina stvar, ki sem imela tako včasih, ko mi pride tako neka misel v glavo, je tako, okej, noben ti ne more zagotoviti, da se ne ponovi. Ne vem, ker je neka taka diagnoza, ki se skozi ponavlja, nekako ta rak, ali pa lahko pride nazaj, kar si pa mislim, opala. Saj nismo na ameriški televiziji. V glavnem, ker si mislim, Bog ne daj, da pride to kadarkoli nazaj, ker pač enkrat dam čez in bom, ampak tako ne bi nikoli več, ne. Ampak tako, vse čisto noter čutim, da bo okej. Mogoče sem zato pa tako dosti jaz nekako pomirjena. Česa te je strah, je bilo moje naslednje vprašanje, ampak si v bistvu že na nek način odgovorila, da te je najbolj očitno strah tega, da bi se pač ponovilo, ne? Ali je še kaj drugega? V bistvu, ja, nočem niti razmišljati o tem, pač okej, vedno, noben mi ne more zagotoviti, da se ne bo ponovilo, ampak se rajš delam, pa sem prepričana v to, da se ne bo.
tudi tako, ne vem, na splošno v življenju ful tako funkcioniram, da se ne sekiram do takrat, dokler ne pride ta moment, ko imam problem, nočem toliko vnaprej neki se stresirati za nekaj, kar ne vem, a bo prišlo ali ne bo. Lahko bi bil to, ja, največji strah, ampak ne, bolj tako, kako se spoprijeti pol s tem, pa živeti cel življenje s tem, da nekako strahom, da je to, mislim, da lahko pride. Oziroma, ne, se mi zdi, da enkrat daš eno tako diagnozo čez, da pol cel življenje je nekaj, ko vsakič, ko greš na pregled, ko hodiš, ne vem, še koliko let, čakaš, a bo kaj, a ne bo, no prosim, da ne, da se to nikoli več ne ponovi. Mogoče to je tako največji strah, največji challenge, kako pa živeti s tem še naprej, cel življenje. Kaj pa najbolj pogrešaš zdaj, ko je na nek način življenje na pauzi? Pa če tudi delaš še vedno ful stvari, a ne? Si tako si rekla, imaš še destinacije za obkljukati neke stvari, ki zdaj pa morda pač, mislim, jih ne moreš početi. In kaj ti najbolj manjka? Joj, tako se mi zdi, da zdaj sem glih v takem okolju, ki sem si ga najmanj želela. Čist vse bi lahko rekla, da mi tukaj manjka, zato ker jaz sem pač živela na otoku, ne vem, na Kanarskih otokih, vedno je bil poletje. Moja rutina je bila, da sem vsak dan surfala, da sem bila skozi zunaj na soncu. Zdaj tukaj sem v bistvu stran od vse te skupnosti, ki sem imela prijateljev tam. Potem zima bo, tema je, mraz je, ne morem surfati, v bolnici sem, tako ful je enih takih stvari, ki jih prej, tudi če ne bi bila bolna, če bi me pol postavil v to, bi bila že čist nesrečna. Zdaj se mi zdi tako, to je pač tam zraven, bom že. Ampak najbolj nekako pogrešam nek sonce, morje, to svojo rutino, ki sem jo imela, vodo, pač plavanje. Tako, to mi najbolj manjka. Kaj boš pa storila najprej, ko boš zdrava, brez pogojnikov, torej, ko boš zdrava? V bistvu že zdaj pač razmišljam, da sploh ne rabim čakati, da bom zdrava. Ne vem, če bom lahko, bom zdaj še vmes med kemoterapijami probala najti kakšno luknjo, da kam grem. Tako nočem, da zdaj kar čisto vse čaka. Tako, če se karkoli da zdaj vmes narediti, se mi zdi, da je dobro, da imam nekaj, da se veselim. Ampak tako pa, ko bom, v bistvu to se mi zdi tako kot nek nov začetek, ki bi ga rada splanirala, da ne bom pa kar naenkrat zdrava, pa brez plana ali pa kaj pa zdaj. Zdaj pa pač spet moram znova vse začeti. Ampak bi pa, ne vem, za dušo bi rada šla spet nekam potovati, na nek surf trip, kam v tople kraje. Tako, to.